Božji blagoslov vam želim. Lepo je videti še več poznanih obrazov in še več novih obrazov kot včeraj zvečer. Soba se je zelo napolnila tukaj in tudi zunaj jih je veliko in to me zelo razveseljuje. In kot je rečeno, lepo je prideti na kraj, s čimer povezujemo veliko pozitivnega. To ima sicer veliko zveze z ljudmi, ki smo jih pred leti srečali, ali pa en izmed vas, ki ste me nekako spremljali nekaj v delu življenja in jaz morda vas, ali pa ste lahko. Čez večer smo imeli pomembno temo, kjer smo se učili nekaj iz svete zgodovine, iz adventne zgodovine. Sporočilo pravičnost po veri, tako kot je bila pridigana 1888 in kako naj bi jo tudi razumeli. In to mi je ostalo v mislih, da je petje, pesem, orožje. Tako da vas sedaj vabim, lahko tudi sedite. Z vami bi rad za začetek pel eno pesem, himno. Odprite vaše pesmarice in 77. pesem zapojmo. Pesem When Peace Like a River. Bodite pozorni na besedilo. Mislim, da je skoraj z vsakim tako, da včasih pojemo pesmi, so nam poznane, ampak nismo tako pozorni na posamezne besede med petjem. Zato prosim za Svetega Duha, da nas on vodi, ko bomo sedaj zapeli te 4 vrstice. Torej. Amen. Sicer nimate v pesmaricah tega noter, ampak če bi odprli pesmarico, tam vedno vidimo tudi pisatelje teh pesmi ali pa ljudi, ki so spisali melodijo na te pesmi. Verjetno ne obstaja bolj zanimive himne, ki je že od samega začetka pomagala in dala upanje ljudem, kot ta pisma. Nastanek te pesmi, ki ni samo povezana samo z eno, ampak celo z 2 tragedijama. Morda že kdo izmed vas pozna zgodbo teh tragedij, ampak sklepam, da morda te druge zgodbe, te pesmi ne poznate. Osebno točko, ki jo želim danes z vami nagovoriti, je, ki se je osebno dotaknila tudi mene, in če rečem tako, me je nekako šokirala na pozitiven način. Včasih je dobro, veste, kako Bog nekako postavi iglo na pravo točko, kjer morda boli in potrebujemo neko prebojenje. In menim, da je to potrebno tudi za nas, če govorimo o pripravi na pozni dež. Ta himna, It is well with my soul, ima zelo posebno zgodovino nastanka. Horatio Spafford je leta 1828 se rodil v New Yorku. Takrat se je preselil v Chicago, ker je 1861 spoznal Emma Larson in se z njo poročil. 1870. leta je bil Spafford postal bogat senior partner v odvetniški pisarni. Uspešen podjetnik je bil, ki je veliko investiral v nepremičnine v severnem Chicagu. Služil je tudi kot starešina v presbiterijanski cerkvi. Hkrati so bili tudi Spaffordi močni podporniki El Moodyja, ki ga morda kdo pozna. Živeli so v teh časih s 4 hčerami v Lakeview, v enem predelu v Chicagu. V tem času njihovega življenja so lahko Spaffordovi sigurno so rekli,
da je z njihovo dušo vse v redu. It is well. Vse je bilo dobro v njihovem življenju. Družinsko uspešno, gospodarsko, finančno uspešno, v veri, ampak njihova začetna sreča se je kmalu spremenila. 8. oktobra 1871 se je v Chicagu razvenel ogromen požar. Včeraj smo govorili malce o Arvajlu, kako je bila katastrofa tam. Torej, stare lesene kolibe so hitro začele goreti, ki so jih spodbujali tudi vetrovi, ki so prihajali iz Michigana. V roku 2 dni je umrlo vsaj 300,000 ljudi. 100,000 ljudi pa je postalo brez doma. Premoženje v vrednosti $200 milijonov je bilo uničeno. Medtem tudi Spaffordove nepremičninske investicije in njegova odvetniška pisarna. 1873 je Spafford planiral, ker ga je skrbelo zaradi Anine zdravja, žene, je želel potovati v Anglijo, da bi tam se pridružil prebuditvenih bogoslužjih, ki jih je vodil Moody, z eno Iro Sankey, glasbeno evangelistko, da bi se tam udeležil. Tik pred odplovbo so njihove finance kmalu zaradi borznega kreša padle na dno. Čeprav je Spafford bil zadržan v tistem trenutku, je poslal 1 in 4 punce naprej. Sam pa je načrtoval v nekaj dneh slediti za njimi. Spafford je plačal plovbo za svojo ženo, za 11-letno Eno, najstarejša hčerka, 9 let staro Maggie Lee, 5 let staro Elizabeth in 2 leta staro Tanito. S 308 drugimi potniki na francoski ladji so štartali 15. novembra 1873 na morje. En teden plovbe ob 2 zjutraj 22. novembra se je ta zaletela v železno škotsko ladjo. Škotska ladja je sicer zazvonila zvonove, ampak je bilo že prepozno. Njihova ladja se je skoraj prelomila na dvoje. Ena je s svojimi hčerkami pohitela na palubo, kjer je sicer vladal verjetno kaos, si lahko predstavljamo. Ko so ji rekli, da bo ladja kmalu potonila, je tam na palubi poklenila z otroci in molila, da bi Bog, da jih reši ali pa da jih naredi, da se pripravijo, da bojo sedaj umrli. Ladja Wilde Havre je potonila v 12 minutah v ledenih vodah Atlantika. 226 duš je umrlo. V tem času je tam bil tudi nek pomočnik na ladji, ki je odkril neko v vodi gospo, ki se je držala nekih razbitin. To je bila Anna Spafford. Ona je preživela, ampak vse njene 4 hčerke so utonile. Neka druga ladja je 9 dni kasneje jih je pripeljala na Wales. Tam je ona telegrafirala sporočilo, to znamenito sporočilo, ki je zvenelo rešena. Kasneje se je spominjal na Anine besede in je rekel, Bog mi je podaril 4
hčerke. Sedaj pa imam samo še eno ženo. Nekega dne bom razumel, zakaj. Horatio Spafford je takoj zapustil Chicago v smeri Liverpoola. Pri prečkanju Atlantika je kapitan Horacia pozval v kabino, da bi mu povedal, sporočil, da so po njegovih najboljših ugotovitvah ravno peljali tam mimo, kjer so njegove hčerke potonile. Horatio Spafford je takrat pisal sestri žene ene: prejšnji četrtek smo peljali preko točke, kjer so utonile, sredi oceana, kjer je voda 3 km globoka, 4 km. Ampak ne razmišljam na to, kako je z njimi, ki ležijo tam dol, ampak razmišljam na to, da so rešene. Ira Sankey, glasbeni evangelist, ki je sodeloval z Moodyjem, je rekel, da je Dwight Moody v Edinburghu takoj zapustil, da bi šel na Liverpool, da bi tam lahko potolažil žalujoče starše. Zelo se je razveselil, da je videl, da sta sposobna reči: dobro je moji duši. Dobro je. Spaffordici so na to vrnili nazaj v Chicago in leta 1876 sta živela več tednov v svoji hiši. In glede na Sankey je Sinko pisal, da je Spafford takrat napisal besede te himne: When peace like a river, it is well. It is well with my soul. Dobro je z mojo dušo. Torej, kot spomin na svoje otroke. Sankey je takrat povedal, da je dejstvo utehe s tem primerom bil, da je v enem izmed njihovih malih bogoslužij je povedal, da so tik pred potovanjem v Evropo, da so nekakšni otroci po njihovem evangeličanskem razumevanju, da so se otroci spreobrnili. Tako da, kakorkoli srce trgajoče je vse to bilo z otroci, to še ni bilo konec skrbi. Leta 1875 sta bila blagoslovljena z sinom Horatio Spafford II. Prednji je bil star 5 let, je ta umrl. 1876 oziroma 1881 so se rodile hčerke Grace in Berta. Kar je morda tudi ena tragična del te zgodbe, da je Spafford pričel ker je bil evangeličan, ampak se je začel od te resnice oddaljevati. Ne več na pozitivno, ampak še bolj stran. Začel je imeti čudne predstave in tudi vprašljive prakse je začel delati. Med drugim je bil tudi obseden z napovedovanjem Jezusovega prihoda. Veroval je namreč v zlato dobo 1000 let miru na zemlji. Tudi danes to poznamo. In tako, da je nekako začel dobivati sporočila in razodetja od Boga. Začel je, kar morda tudi ni tako slabo, ampak začel je evangeličansko sporočilo pekla zanikati. Ampak tudi sam je začel dobivati prerokbe, vizije in ekstremne prakse je začel delati. Ljudje so postali pozorni na to in tudi opozicija je vedno bolj naraščala in Spaffordovi in ti, ki so mu sledili, so zapustili to državo. In kaj so naredili? So avgusta 1881 kot misijonska skupina odšli v Jeruzalem in tam kot bili poznani kot ameriška kolonija, ki so jo tam ustanovili in živeli v skupnosti, v komuni, kjer so čakali na drugi prihod Jezusa. Na koncu se je Horatio Spafford namislil, da je on Mesijas.
Nekateri pravijo, da je to verjetno posledica zaradi bolezni malarije, ki je sam tudi podlegel 1888 s malarijo. Anna Spafford je umrla veliko let kasneje, 1923. Dragi moji, morda ste že slišali to zgodovino do tukaj, ampak zgodovina nastanka te pesmi se ne konča tukaj. Kasneje bomo nadaljevali. Morda si to zgodbo slišal sedaj prvič, morda smo zdaj samo obnovili na te dogodke in vse, kaj se je dogajalo, kako je ta pesem sploh nastala, vsaj besedilo, kako je nastal. Ne vem tudi, ne poznam, nekatere od vas poznam, nekaterih izmed vas nisem videl več kot 10 let, odkar sem bil tukaj kot študent. Ne vem tudi, kaj vse ste vi doživeli v zadnjih 10 letih. Ne vem, kaj ste vi preživeli v tem času, ali pa morda ste danes nekako z nekim bremenom tukaj sem prišli. Ali kaj vas trenutno obremenjuje. Ki ste morda sami v trenutnem poboju in se borite. Ali pa ste morda izgubili ljubljeno osebo. To včasih ne vidimo, pridemo sem na soboto in imamo sobotni nasmešek na obrazu, kar je sicer dobro, ampak nekako lahko da nas od znotraj kaj bremeni, za katero stvar Bog ve, ker nas morda tudi doskrat nam daje nekako dvom morda na Boga in ne vemo, zakaj nam Bog ne odgovarja na molitve, se morda že bojujem dolgo v molitvi z Bogom. Danes zjutraj sem omenil, kaj to pomeni se boriti z Bogom v molitvi. Morda imamo vprašanje in smo morda v problemu, da ne vemo, zakaj Bog ne odgovori tako, kot mi to želimo. In morda, da smo doživeli slabo izkušnjo, razočaranje in nismo pripravljeni izpustiti tega razočaranja. Ker je morda bilo drugače, ali pa so ljudje drugače delali z mano, kot sem jaz pričakoval, ali pa kakor se bi lahko bilo tudi prav, ne? Ampak opazujem ravno v teh časih, v katerem živimo, ker verujem osebno, da je veliko med vami se s tem bo strinjal, da resnično pričakujemo Jezusov drugi prihod. Ravno v tem času spoznavam, ne samo zaradi zadnjih 2 let, kar je tudi vplivalo v naši skupnosti cerkvi, ampak veliko bolj vidim ljudi, ki so nekoč goreli za vero, kako točko za točko delajo kompromise in dopuščajo stvari v svojem življenju, ker so morda doživeli razočaranje ali pa so morda doživeli nekaj, ker so imeli drugačna predstavitve, ne? Kako bi stvari mogle potekati. Ko pa razmišljam na to zgodbo in na to situacijo in ne vem, če ste že kdaj bili v tako tragični zgodbi sami doživeli ali pa kaj podobnega, ali pa nesreča z avtom ali pa kaj podobnega. Ampak če razmišljam na Anno Spafford, kako je ona v tej situaciji, ko si vsaj malo lahko predstavljamo, kakšna panika je bila na tej ladji. Kako so naenkrat doživeli ta trk v ladjo sredi noči in kar naenkrat se zbudiš in slišiš samo še kričanje in ljudje se nekako v trenutku zavedajo, kaj se dogaja in potem si iz mirnega spanca se iztrgan in si popolnoma brez priprave si v situaciji, ki te prevzame, ki te nekako tudi grozi, da te prevzame. Nekdo izmed nas je to že kdaj doživel, da mu je bilo kaj sporočeno, da je nekdo umrl, recimo, ljubljena oseba. Ali podobna situacija, za katero vi veste osebno, ste jo doživeli. Ampak če se spomnim na Anno Spafford, kako je ona, vkljub temu, vkljub tej situaciji, absolutnem kaosu, kakšna razlika je bila to, da je ona v svoji veri, tam s svojimi otroci, med vsemi temi masami ljudmi šla na palubo
pokleknila in potem molila to molitev. Gospod, če je tvoja volja, reši nas, prosim. Če pa ni tvoja volja, potem nam prosim daj moč, da bi lahko sprejeli usodo in jo prenesli, da nas boš ti peljal čez to. In da bi potem še rekla, dobro je z mojo dušo. Ne vem, kaj je eni iz Pefor takrat šlo čez glavo, ko je ladja se potapljala in ko je nekoč videla, kako so se ji otroci iztrgali iz roke. Veste, ko sem bil lansko leto v Aatalu, ena zgodba, sicer je mnogo zgodb bilo tam, kako so ljudje umrli. Vem, kako je moja babica bila v hiši pri 91 letih, ko je bila v prvi štuk že pod vodo in druga gospa pa se je utopila. Moja babica je bila še rešena. To mi je povedal prijatelj moje mame. Rekel, da je bil tam sred noči, ko je voda vedno hitreje rasla in ljudje niso več vedeli, kaj naj naredijo. Babi sem vprašal, zakaj niste bežali, saj ste videli, da voda prihaja. Pa je rekla, Timo, če ne bi bil tam, potem ne moreš razumeti, kako hitro je voda rasla. Tega še nismo doživeli, čeprav smo že imeli doskrat poplave. Nisi mogel razumeti, kako hitro je rasla. Enostavno nisi mogel več bežati. Imela je še blagoslov, da je prej odprla okno, da je lahko prišel sosed in jo lahko rešil. Sicer bi ona tudi utonila. Ta prijatelj moje mame, on je bil tudi v isti vasi in sredi noči je pomagal eni drugi stari gospe, da sta šla na streho, kjer sta preživela celo noč, ker ni bilo več elektrike. In kar naenkrat je videl zjutraj, še prej je bilo, ko je bil večer, je videl, kako je v bistvu celo podstrešje neke hiše plavalo mimo. Ampak ne samo. Na podstrešju gor na vrh sta bila poznan par. Videl je, kako sta se bojevala za življenje. Naslednji dan, ko je voda počasi sahnila in so lahko počasi šli iz streh, če si predstavljate vsta kaos, morda ste videli na slikah, morda je bil kdo tudi osebno tam in imate svoje izkušnje. Ta absoluten kaos, ko ste to videli, res. Ljudje so rekli, da je to bilo huje kot v sirski vojni. To so rekli vojaki. Vsta nered. Kdo je sploh preživel? Kaj je sploh? No, prijatelj je povedal. Popoldne naslednji dan je videl tam človeka, moža, tista dva, samo moškega, tistega, ki je plul z ženo na strehi, ki je plavala mimo. In ga je vprašal, kaj je pa s tvojo ženo? Pa je rekel, veš, v enem trenutku sva udarila v most in potem v nek vinograd. Bila je sicer možnost, da sva pobegnila in jaz sem pograbil za mojo ženo in ona mi je žal spolznila iz rok. Ena Spafford v taki situaciji reče, včasih si mislimo, da so te male stvari v našem življenju, pa naj bo to zdravstveno sporočilo ali karkoli, ampak da te male odločitve, ki jih sedaj sprejemajo, bodo kmalu naredile zelo veliko razliko. Ali bomo resnično obdržali zaupanje Boga. Vem, da zato za vas ni nič novega. Vem, da vi poznate svetopismo, ampak poskušam zavzeti vse sedaj. Biblija pravi, da prihaja čas, ki bo tako hudo, kot še nikoli na zemlji. In Jezus nam pravi, da naj ne bomo panični in prestrašeni, tako kot učenci, ko so imeli svojo krizo veliko, ko je Jezus bil križan proti njihovim pričakovanjem.
Nekako so mislili, Jezus bo prišel in jih bo rešil bremena Rimljanov in da bo postavil svoje kraljestvo na zemlji. In vse je prišlo drugače, kot so si mislili, ker niso bedeli in molili. In v tem razočaranju so kar enkrat doživeli, kako so bili prevzeti. Jezus jih je doskrat upozarjal in vedeli so, da če se bodo držali njega in njegovih principov, da ne bodo prevzeti na to vse, kar se bo zgodilo. Ta čas pa še prihaja. Bomo prebrali eno biblično vrstico, Razodetje 14, kar nam je sicer adventistom zelo poznano, ampak vzel vrstico, ki jo morda poznate ali pa tudi ne tako pogosto citirana, ko razmišljamo o triangelskem sporočilu. 14:13. Tam piše, v kontekstu vseh teh dogodkov glede znamenja zveri, ki bo prisiljeno celemu svetu in ki se bomo odločiti med človeško avtoriteto in božjo avtoriteto. V tem trenutku, ko bomo kompletno vsi stali pred tem in se odločili, ali če želimo biti odrezani od vseh in biti osovraženi od vseh, kot sekta. To se moramo odločiti, ampak ta odločitev se ne bo odločila šele takrat, ampak tudi danes s temi malimi odločitvami, ki jih danes sprejemamo. In to bo naredilo razliko, kako se bomo takrat odločili. In Razodetje 14:13 piše, in slišal sem glas z neba, rekoč, piši, blagor mrtvim, ki umrjejo v Gospodu od sedaj. Da, pravi duh, odpočijejo se naj od trudov svojih, zakaj njih dela gredo za njimi. Torej, prišel bo spet čas, v času male krize, pred veliko krizo, s svojimi šibami, kjer bo Bog dovolil tudi, da morda kdo izmed nas umre martirsko smrt, tako za Kristusa. In kot rečeno, to naj ne straši, Bog tudi ve in Biblija tudi obljublja, da nismo skušani nad našo mejo. Ampak Bog tudi ve, da za njegovo slavo nas želi uporabiti za neko stvar, kjer mi dostikrat tudi omejujemo Svetega Duha. Bog bi se želel veliko bolj oslaviti, a ne? Vse veste, da martirske smrti nekako namen je to, da pričujejo drugim ljudem, da pridejo do vere. In tudi v knjigi Velike boje beremo o teh rečeh, kako je Bog te stvari uporabil in ima smisel v njegovi modrosti, da Bog te stvari dopusti. Dostikrat pa mislim, da mi Božji načrt nekako omejujemo, ker bi on lahko veliko bolj se oslavil, se želel oslaviti in bi tudi svoje delo veliko hitreje zaključil. Govorimo sedaj v kontekstu na pripravo na pozni dež. Sedaj si lahko sprašujete, kaj ima to zveze s poznim dežjem, ampak to ima veliko veze s poznim dežjem. Kako mi v bistvu v našem življenju pustimo, da deluje, ali pa na kakšnih točkah morda Svetega Duha omejujemo, ker Boga nismo se naučili Boga dati prostor, da bi lahko tako zaupali Bogu, da tudi če On nekaj nameni za nas, da pridemo v hude skušnjave in probleme, da bi lahko iz tega rasli in da bi On tako bil oslavljen. Rečeno nam je v duhu proroštva, da potrebujemo veliko globljo izkušnjo. Ste že kdaj to prebrali? Da bi morali hepeneti po globlji izkušnji s Kristusom. Danes zjutraj smo govorili o Jakobovi izkušnji, kako je on hrepenel, se bojeval po spravi z Bogom, da bi dobil nazaj ta mir, da bi se lahko soočil z Ezavom. Veste, da bi lahko se soočil z ljubezni, da je bil prost strahu. Prihajamo v čas, tudi doživljamo danes, ker ljudje nas dosti močno napadajo, ko pridigamo evangeliju. Ne samo od odzune, tudi od znotraj iz cerkve. Spomnim se situacije, po pridigi je prišla sestra do mene
in mi je po angliškem rekla, in mi rekla, želim si, da greš v pekel, po angliško. Takrat sem tam stal in sem mislil, kaj se dogaja, kaj je narobe. Bratje in sestre, dogajajo se reči in tudi reči se bojo zgodile, kjer bomo v trenutku izzvani in hudič bi želel, da bi nas se uprli in bili ponosni s svojim ponosom. Ampak ravno to Bog želi v nas spremeniti. Ali hrepenimo, se bojujemo za tako globoko izkušnjo z Bogom. Ne poznam vas vseh. Tudi te, ki vas poznam, ne vem, kaj vse ste doživeli v vašem življenju v zadnjih parih letih. Ali pa kaj še bo prišlo seveda. Ali se zavedamo, da po Božji milosti zaradi dobrobit drugih potrebujemo izkušnjo, ki bo celo v misijoni, da bi sploh lahko padel pozni dež, da bi lahko obstali, da bodo ljudje lahko gledali na nas. Ne zato, ker bojo občudovali nas, ampak ker bodo v nas videli Božjo moč, da bodo videli, kako ta človek, vkljub vsemu, kar je morda doživel, da ne samo razume lahko mojo situacijo in lahko sočustvuje za mano, ampak da lahko ta človek praktično vidi, da evangelij funkcionira. Veste, koliko kristjanov je tam zunaj, ki vsako nedeljo ali soboto hodijo v cerkev, pa jim manjka te praktične izkušnje s Kristusom. Morda celo prihajajo v cerkev, ker se jim zdi, da je to njihova dolžnost, se nekako morda bojujejo za to izkušenj z Bogom. To ne pomeni, da je potrebno kaj negativnega izkusiti. To ne mislim, ampak potrebujemo pa globljo izkušnjo z Bogom, da ga prepoznamo, kako nam spregovarja. V skupini smo to jutro tudi omenili vprašanje, kako prepoznati Božjo voljo in kako se soočiti s tem, če Bog ne odgovori. On nam je obljubil, da bojo njegove ovce slišale njegov glas. Morda ne bo, da bomo direktno vedno slišali Božji glas, ali pa morda nam bo Bog odgovoril šele veliko kasneje in moramo vaditi potrpežljivost, ker nam Bog želi še tukaj podariti nekaj rasti, da bi mi resnično lahko cenili to, kar nam Bog želi dati. Da bi to, veliko izkušenje glede teh reči. Pred nekaj tedni sem bil pri družini, ker sem bil povabljen na severu Nemčije. Tam sem imel nekaj predavanj in bratje in sestre, ki so me povabili, so mi povedali izkušnjo, da je on odrastel, je ona bila adventistka in on je potem kasneje se pridružil, se pravi prišel v cerkev in tako sta bila že 25 let skupaj hodila vsako soboto v cerkev, zvesto v cerkev. Vedno sta bila zadnja, ki sta prišla in prva, ki sta šla v soboto. Tako da sta pač izpolnila obveznost. Cerkveno vodstvo in bratje in sestre so jih vedno tolažili, pomirjali, tako rekoč, da vse je v redu, no. In duh preroštva ni tako pomemben duh preroštva. To je bilo nekoč duh preroštva. Pred nekaj leti je pa ta sestra, ki je sicer bolj iz medicinske stroke, je pričela brati knjigo Zavestno jesti in zavestno živeti. Tisti, ki je že to knjigo bral, je to morda na kakšni točki zelo neprijetno, ker tišči nas. Ampak to je brala to knjigo in prišla do točke in se vprašala, brati se mi sicer rečejo, da to je nekoč bilo, ne? Ampak za naš čas pa to nima več veliko zveze. Tako je brala v tej knjigi in svojim predznanjem, ki ga je imela in svojimi izkušnjami, je opazila, da gre resnično za neverjetne, oziroma kaj vse je bilo razkrito. Kar naenkrat je bilo jasno, ne razumem, zakaj v naši skupnosti, v cerkvi, vsaj v svoji lokalni cerkvi, zakaj duh preroštva ni imel svojega prostora, kot bi ga mogel imeti, ker gre resnično za velike reči. Tako je spoznala zase novo spreobrnenje, ki je bilo tako globoko, da je kot prvo mogla, kot je dosti krat, ko se spreobrneš, da obnoriš celo družino. Ponovadi nismo dosti taktni, a ne? Ja, to se moramo še preučiti. Tudi pri sebi je tako.
vsi so prišli v soboto v cerkev, ampak nekako so nekje viseli na mesu. Seveda, može je bilo težko opustiti meso in potem je ona začela svoje sinove, je prinesla rastlinsko hrano in tudi druge reči, tudi duhovne misli vsak večer, redno. In to je bilo na začetku, ni bilo tako lahko, so nam rekli. Ampak košček po košček so se odpirali za to, tako da je ta družina sedaj tam zelo blagoslovljeno delo upravlja tam na severu Nemčije. In je za tega cerkev zelo polna in so misijonsko zelo aktivni. Morda je tudi vam se kaj tazga dogaja. Morda tisti, ki gledate, poslušate to. Že leta hodite nekje v skupnost od cerkva, ampak niste, ne doživite resnično, da ste nekako budni, da imate fokus, ta pravi fokus. Včeraj zvečer mi je Franc rekel, Timo, pred vsako pridigo spijem 2 do 3 kozarce vode, da imam jasne misli, ko pridigam. In seveda, vse ostalo, kar se tiče New Starta, kar nam predlaga. Ampak da imamo to jasnost, da lahko še nekje, da če želimo določeni točki biti zraven, ampak ko pridemo do točke, nekje, kjer se bojujemo, da smo morda v nevarnosti, da se predamo razočaranju, ki morda prihaja za tem. In nas morda iz te razočaranja ne bomo več prišli nazaj. Ker nekaj primerov sem že doživel, ampak sedaj sem slišal pozitiven primer. Preberimo 1. Janez, 2. poglavje. Ta čas, v katerem živimo, in mislim, da zelo hitro bomo, zelo hitro drvimo proti Jezusovem prihodu. Samo Bog ve, koliko časa bo še to trajalo. Ampak to je moje osebno prepričanje in to sem že včeraj večer povedal, da verjamem, da Bog čaka na svoje ljudstvo. Da se angeli dostikrat bojujejo za nas. Da bi se odločili, da bi sprejeli dobre odločitve osebno za nas in tudi misijonsko, kako smo aktivni. O tem smo govorili čez večer. 1. Janez 2, znana vrstica 15. Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni ljubezni očetove v njem. Tukaj ni prostora. Bog se ne pusti deliti. Bog želi podeliti polnino. Vse. Zakaj vse, kar je v svetu, nas poželenje mesa in poželenje oči in življenja na puh. V angleškem piše The Pride of Life. Slovensko na puh življenja. Kako se bojujemo s tem? Ko Satan je imel razno to, ko se je začel pri njem. In to ni iz očeta, temveč je iz sveta. Vrstica 17. In svet gine in poželenje njegovo, kdor pa dela voljo Božjo, ostane vekomaj. Bratje in sestre, moment vidim, da Bog pozna sicer srca, ampak vidim, nažalost, enega in drugega v situacijah, in to sem jih že omenil, da padamo, da se spotikamo in to me skrbi. Mene to skrbi, ker smo tik pred, v tem trenutku, v času zgodovine, kjer smo sedaj danes, ker Bog želi, če smo prebrali, v 10-kratni moči naj bi padel pozni dež. Naj bi imel svoj učinek, kot takrat na 50-nica. Da smo sedaj tik pred tem, da nam grozi, da bomo padli. Da se bomo strli. In veliko razlogov je lahko za to. 2-3 razloge sem že omenil, ampak Biblija pravi, da svet mine in njegovo poželenje. Bratje in sestre, v meni sem že včeraj, ampak to iz srca mislim. Vsako jutro, ko se vstanem, sem Bogu tako hvaležen,
da lahko vsako jutro se zavedam in da ga danes se lahko predam Jezusu, ker vem, da sem osebno bil iz poti, vem, da sem bil stran od vere. Poznate mojo zgodbo? Tako globoko sem bil v temi, da je to čista milost, da sem danes tukaj pred vami. In iz tega zavedanja, ker se tega zavedam, da je vse ostalo na koncu, tako kot prav Pavel, kot drek, govno, če pa imam Kristusa. Bratje in sestre, kaj nas zadržuje, da bi svoje življenje tako predali Kristusu, da bi delo bilo lahko dokončano? Ne govorim neukim. Verjamem, da vam ne rabim dati mleka, tako kot pravi Pavel, ampak trdo hrano. Zagrabimo to popolno. Spet ta beseda, popolno. Bratje in sestre, zakaj? Zakaj ne bi verjevali, da nas Bog lahko naredi popolne? Če bi je Bog že pomagal, včeraj, ko sem se bojeval, na camp meetingu Hoffnung Weltweit sem povedal izkušnjo, kako sem se bojeval s samozadaljevanjem in sem zmagal. Res je bil to boj zame. Ampak dan je prišel, ko je Bog dal tako zmago, da lahko danes gledam na te izkušnje in vem, da izkušnje, ki jih še imam v značaju, vem, da jih bo Bog to premagal v meni. Bo. Ampak potrebujemo take izkušnje, potrebujemo tako vero, kakor Biblija pravi, Jezus me lahko obvaruje pred padcem. Da ne rečem, ja, to bo nekoč mogoče tik pred Jezusovim prihodom. Takrat bodo ljudje na kratek čas živeli brez greha. Kakšna neumnost. Se upravičujem, ampak moram rad povedati, kakšna nevera je to. Ne gre, ni samo teološko narobe, ampak celotno upanje evangelija to odvzame. Pa saj to je Božja moč, o kateri Pavel govori. Saj sem prišel iz svete in želim stran iz tega posvetnega, ker vidim, kako Kristus, moj Gospod je in kako On svoj značaj tako, kako je njegov značaj tako čudovit in se sramujem še vedno. Ali pa se poskušam upravičevati kot tega standarda, ki mi ga ponuja po svoji milosti. Ker se še ne odločam za ta standard. Vse je odvisno od moje odločitve. Lahko se odločim v situaciji, ko je moj ponos napaden, da se ponižam ali pa ne. Lahko rečem, ja, sem naredil napako ali pa se poskušam opravičiti, se opravičiti, ne? Bratje in sestre, kaj nas zadržuje? In drugi izmed nas si morda misli, ja, dolgo hodim v cerkev, a se naj odločim za Kristusa ali mu naj predamo vse življenje. Ampak kaj vam svet sploh ponuja? Razen sebičnosti, ki vas uničuje. Ničesar ni v svetu. Razen laži, razočaranja. Vem tudi, doskrat doživimo tudi v cerkvi te stvari, ampak cerkev je na svoji poti. To je cerkev, ki se bojuje in Bog bo imel svoje ljudstvo, ampak če gledamo pogled na tega enega, ki nas ne razočara, ni drugega, ki si ga morda želimo, perfektnega brata ali sestre. Ne? Ni ga. Ampak Kristus je popoln in On nas tudi želi do te točke voditi, kjer bo lahko rekel, sedaj je pa cerkev pripravljena in lahko spusti vetrove. Obstali bodo, pokleknili bodo in ko bodo molili Bog, tvoja volja naj se zgodi. In zgodilo se bo tako. In to ne bomo samo molili, ker vemo, da smo se naučili to zdrdrati, ampak to bo resnično to naše trdno prepričanje. Zato te prosim morda, ki si sedaj na točki, poslušaš sedaj to in se sprašuješ, ali naj vodim to življenje z Jezusom. Prosim te, odloči se za njega. Veste, svetovna zgodovina ne bo več dolgo trajala in mi, ko delimo knjige, ki ljudje to ne jemljajo te knjige in jim rečemo, ne jemljite se predolg časa za branje. Prosim, preberite to knjigo. Ni več dolgo veliko časa. Seveda, ne samo to, ampak tudi druge misijonske aktivnosti, ki jih počnemo. Ampak, če smo tik pred tem in se sprašujemo, ali naj se odločim za Kristusa, potem vas prosim,
Odloči se za Kristusa. Opazil boš, da Kristus te ne bo razočaral. Morda bo kje na kakšni točki, da boš opazil, da ne gre točno tako, kot smo si mi predstavljali. Ali pa da doživimo katastrofo, ali pa karkoli. Ampak na koncu boš vedno ugotovil, da on te ne bo razočaral. Bog je ljubezen. On ima absolutno naš blagor, dobro v mislih. Če pa piše, da ima misli miru o nas, potem to tako je. Veste, da to meni daje mir, da ima Bog želje in misli miru v meni. In želim si za vse vas, da bi tako mislili. In pred nekaj dnevi, ne bom omenjal imen, smo bili na katoliškem dnevu in sem podal eno knjižico in oseba je vzela to knjižico in rekla, ti si pa Timo Hoffman. In sem bil presenečen, kar naenkrat, kdo je to? In človek mi je povedal, da kdo je on. To je brat vernik, ki je pred 5 leti, po mojem pogledu, o tem sva govorila, in je sicer napisal eno grdo pismo o meni. Človeka nikoli se srečal. Ampak ta pismo je imel zelo grd vpliv na delo, ki ga upravljam. Ampak sva ga srečala v tej točki prvič osebno. In tudi jaz sem se mogel odločiti, kako naj tukaj zdaj naredim. Naj ga obtožim ali da razrešiva stvari. In Bogu sem hvaležen. Nisva si bila vsem tako enotna, ampak vsem smo imeli dober pogovor. Da sem lahko siguren, da mu lahko umijem noge. Nisva o tem govorila, ampak to lahko naredim. Mislim, da bi to lahko naredila oba dva. Tudi, če se morda teološko ali pa pristopih nisva enotna. Ampak, bratje in sestre, potrebujemo take izkušnje. Tudi, če si morda kdo kot jaz, ki resnično ki je res šel iz poti nekoč. V malih stvarih, če poznate mojo zgodbo, ali pa če si jo želite poslušati, je na internetu, zgodba se imenuje Heavy Metal Adventist, kako v malih kompromisih nisem spoznal, da sem šel iz poti. Dokler nisem kar naenkrat bil tako globoko v temi, da sem bil popolnoma dvomil v Božjo besedo in se celo delal norca iz Boga in vernih ljudi. In nisem spoznal, kako mrtev sem v svojih grehih. Vabim vas, ali vabim te, da če si opaziš, da si v tvojem življenju ta trenutek delaš kompromise na kakšnih točki in spoznaš, in to zdaj ne mislim kot en proces posvečenja, kjer se bojijo že stvari, ampak mislim resnično te ljudi med nami, ki vejo, da živijo življenje, kjer so pustili reči, ki niso po Božji volji, ker vedo, da to uničuje. Čeprav imajo užitek pri temu, te prosim, odloči se za Kristusa in prosi ga. On ti bo pomagal, če boš resnično odprt. Včasih si mislimo, zakaj Bog ne pomaga, ampak morda je tako, da Bog želi, da nas pripelje do točke, da prepoznamo ta greh, kako grešna je in da tako smo resnično odprti, kako nas Bog želi voditi. Jutri bom povedal izkušnje iz tega, zelo pomembno. Bratje in sestre, kaj nas še zadržuje v tem svetu, ki propada v tem svojem poželenju, da se mi kot na njegova cerkev končno zbudimo in rečemo, Gospod, kjerkoli sem, ali pa kjerkoli me želiš imeti, ker še nisem najdel svojega prostora, ker še nisem siguren, če je ta prostor, ki si ga namenil zame. Prosim, Gospod, zakaj zadržujemo svoj čas, denar, sredstva, talente, zadržujemo, če nas človeštvo trenutno potrebuje. Ko grem ven med ljudi in vidim te ljudi in se sprašujem, vsi grejo mimo človeka in si misliš, a on sploh ve o Jezusu? A on to ve? A on ve, kaj bo kmalu prišlo. In ljudje, ko bo se to zgodilo, tako kot v Arvajlu, so se spraševali, zakaj se je to zgodilo, zakaj je bil Bog. Sem bil v pogovoru s gospodom, ki je izgubil 2 hiše takrat. Je rekel, skoraj je izgubil tudi ženo. Glih je še rešil svoje prašiče, brez heca. Rešil je svoje prašiče in skoraj je utonila njegova žena. Si predstavljate, da bi njegova žena res utonila? Kakšna tragedija. Rešil prašiče, žena je pa utonila. Veš, samo rekel,
In bil sem na točki, da sem lahko odprto govoril z njim. Rekel sem mu, veš, lahko je, da je Bog to dopustil samo za tebe, da se lahko zbudiš. Preko 80 let si star in vse si izgubil. Ampak kaj je to vse pomembno, če pa nimamo Kristusa? Koliko je to vredno? Nič ni vredno. Nič. Bratje, za nas, ki smo morda v veri in tudi seveda v rasti, vključujoč z mano, zakaj ne bi sedaj v tem času, v tem življenju skoncentrirali na nalogo, ki nam jo je Bog dal? In ne bi nič drugega več. To se ne pomeni, ne me narobe razumeti, to ne pomeni, da gremo vsi jutri ven iz službe. To je stvar med vami in Bogom. Morda Bog želi, da še vedno delate v službi in tam misionirate. In da se vsak dan napolnimo Svetim Duhom. Da doživljamo izkušnjo tega zgodnega dežja, zmago nad grehom, do točke, dokler Bog ne bo izlil svojega poznega dežja. Nazaj k zgodbi. Tragedija za to himno It is well se je pričela in končala, ni končala z potopitvijo tiste ladje. Znamenito besedilo himne, kot smo slišali, je prišlo od Erasija Spafforda, ampak kar bomo pa sedaj videli, to pa je komponist melodije, Philip Bliss. To pesem je on skomponiral. V pesmarci piše, ki jo je poimenoval po ladji, na kateri so bili Spaffordi. Popolna himna je bila 1876 strani Blissa in Sankeyja objavljena. Kot prvo je bila strani Blissa samega zapeta pred velikim zborovanjem pridigarjev, ki so pred Moodyjem na 24. novembra 1876 organizirali. En mesec kasneje je telegrafiral Bliss na Dwightel Moodyju, da je on in njegova žena in otroci bodo kmali prišli v Chicago. V telegramu je napisal: naročilo za karte, v petek bom v Chicagu, Bog vas blagoslovi, za vekomaj. V zadnji minuti so se odločili Blissovi otroka, da so ostali pri Blissovi materi. Philip in Lucy Bliss sta tako potovala na mrzu sneg 28. decembra ob 8. zvečer. Je ta vlak šel čez Sotesko nekje v Ohaju. Most, ki naj bi nosil vlak, se je udrl. Ena izmed lokomotiv, 11 vagonov, v katerih je bilo nekje 160 oseb, so padli 22 metrov globoko v Sotesko, v ledeno vodo. 5 minut kasneje se je vnel tudi ogenj. In zaradi močnega vetra so leseni vagoni zelo hitro zagoreli. 2/3 potnikov je v tem ognju umrlo. Philip Bliss se je lahko rešil. Nekje preko enega okna lahko zbežal. Kar naenkrat je spoznal, da je njegova žena Lucy bila še v vagonu. Bliss ni dolgo premišljeval, šel je nazaj, da bi potegnil ženo ven. Ko je kar nekoč v tem vrvežu našel, je videl, da je brezupno v skrivljenem železju ukleščena. Ko je spoznal, da je ne more rešiti, je ostal ob njej in tako sta ju oba dva ogenj požrl. 1877 je napisal očevidec, ni hotel zbežati s tem, da bi svojo dragoceno ženo zapustil. In skupaj sta odšla domov z ognjenim krstom.
Ne vem, kako je pri vas, ko slišite tako zgodbo. Morda je kdo med vami to zgodbo prvič slišal. Jaz sem to zgodbo prvič slišal pred nekaj tedni. Sedel sem v posli in sem se prestrašil, ko sem to slišal, da je ta moški šel nazaj in se odločil ostati pri ženi. To mi je resnično šlo kot strela čez moje misli in mislil sem si, pa to je neverjetno. Resnično sem se vprašal, če bi bil pripravljen kaj takega narediti. Vem, da to vprašanje sedaj ne moremo odgovoriti. Težko je to odgovoriti, ampak pomembno se je morda orientirati in se morda vseeno vprašati. Tudi jaz veliko krat to rad naredim. Lahko veliko govorim o času konca, 144 tisoč in tako naprej, v temu pridigam. To so temo, ki jih imam rad, ker nekako ker vidim Božjo polnino in moč evangelija v teh rečeh, ker me to sporočila nosijo vsa ta leta. Ampak tako kot Pavel pravi, to govorim sedaj nas može, ali pa morda vi, ki boste nekoč postali možje. Pavel nam je rekel Efežanih, da naj svoje žene ljubimo, kot je Kristus ljubil ženo, cerkev. In resnično vam pravim, ta standard, ta visok standard, ki ga ima Bog za nas, to veselje, ki je s tem povezano, s tem se moramo res kot možje vprašati, kako je z nami. Ali je naš zakon nekaj, o čemer Ellen White pravi, da je to začetek nekaj čudovitega, da je to vse zraslo v teh nekaj letih, ali je to nekaj, kar je nekako se zbledelo čez čas, ker se ne bremenimo več drug za drugega, se ne mujamo. Ne samo, da bi ženo ljubili, ampak da bi jo tako ljubili kot Kristus in da bi jo vodili k Kristusu. Spominjam se, ko sem bil še pred 10 leti tukaj študent, smo imeli blagoslov, da smo v tem času med drugim imeli tudi en par, družina zdravnikov. Ime sem pozval. Grivas. Dr. Grivas je bil svojo ženo tukaj. Lahko vam povem, ko sem videl, kako sta ona v še te veliki starosti še vedno tako zaljubljena. In kako sta v malih rečeh zelo pozorna drug do drugega, sem si mislil, ja, to je lepo. Ampak to ni nekaj, kar doskrat vidim, sem si mislil. Tudi v naših vrstah ne, če sem iskren. To ni napad na kogarkoli ali kaj tazga, ampak nekaj primerov je tega, ampak to je nekaj, ker nas Bog želi s tem tudi veliko bolj blagosloviti. Ker tudi jaz kot duhovnik osebno rečemo najne družine, ampak sicer nimam otroka, ampak najne družine, lahko rečem, kjer sem jaz odgovoren. Ne samo, da izpolnim dolžnost, ker mora biti obkljukana, ampak ker je to tudi razodeva, kakšno je tudi moj odnos z Bogom. Da je to neke vrste termometer tega. Pomembno je za nas, da se to vprašamo, tudi kot žene, ali pa kako podpiramo svoje može. Ali jih resnično podpiramo v delu, ki nam ga je Bog dal. Z vami bi želel odprl besedilo Janez 15. V Janezovem evangeliju 15, kjer je zapis zelo poznano poglavje, kjer piše v vrsticah 13, 15:13, večje ljubezni od te nima nihče, da kdo da življenje svoje za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji, ako delate, kar vam ukazujem, karkoli vam ukazujem. Jezus je bil točno ta oseba, ki ni bežal pred ognjem. On je imel toliko reči, da bi lahko rekel, vse je dovolj, prenehal bom.
prekinil bom. Kako velikokrat so ga učenci razočarali. Kako pogosto, velikokrat smo tudi mi Boga v svojem življenju, Boga postavili na drugo stran, ker smo mislili, da je naša pot boljša. Ampak Jezus je bil točno ta, ki je ostal, ki ni odšel, ki je bil v še veliki meri kot ta cela zgodba, ki smo jo slišali. Nosil greh na Golgoti. Dragi moji, morda se zdi, da nismo vsi poklicani do take izkušnje kot Spaffordovi ali Blissovi, ampak kar je bolj pomembno od tega, kot te izkušnje in nas veliko bolj izzove, je, da dnevno umremo. To je veliko večje in bolj zahtevno za nas. V malih situacijah življenja obdržati prijaznost, potrpežljivost, mir. To vse poznamo. Nič novega vam ne govorim. Dragi moji, Bog nas kliče v teh časih, da jazu pustimo umreti. Popolnoma predaje svojega življenja. Vemo, da nam Daniel 3 pove zgodbo, ki je pomembna za prihodnost, o znamenju zveri, o podobi zveri, ki bo kmalu vzpostavljena, povezava med cerkvijo in državo. In tem rečem se moramo soočiti. Ampak zanimivo je videti, in to nam naj da tudi upanje. Potrebna je pa tudi, kot sem že rekel, predpostavka, koliko veliko moči Bog lahko daje v takih situacijah. Ali pa Bog, ki se nam zdi morda majhna, pa se ne zdi več nismo niti več pozorni, kakšne besede uporabljamo. Kako grobi smo z drugimi ljudmi, kako grobo nastopimo v določenih situacijah. Ko razmišljamo morda, kako drug, ki morda stoji, ali pa kako on to sprejema, karkoli jaz pač sedaj govorim. Zanimivo je tudi v knjigi Veliki boj, kjer piše, kako Bog v tem času obljubil tudi moč, ki jo sedaj nimamo, ampak nam je on lahko poda. Ampak, bratje in sestre, zato je potrebna priprava, ker čas poznega dežja v času poznega dežja ne bodo vsi ljudje prijazni. Veliko spreobrnanje, ampak nažalost bo tako, da veliko ljudi bo imelo tak velik sovraštvo do nas, mi pa bomo morali vkljub temu biti pripravljeni ravno v tej situaciji jih soočiti z ljubeznjo. Veste, kako pogosto smo z napakami že v družinah, v cerkvah, v skupnostih, že v majhnih situacijah. Kaj šele v tistih situaciji, bratje? Kako bomo takrat obstali? Na spomeniku za smrt, za tiste umrli v tej katastrofi z vlakom, časopisi so pisali, da vse, kar je ostalo samo veliko oglja. Ni bilo nobenih sledi trupel. 7 smrti tragičnih je bilo povezanih s to himno, ki so nekako povezane s to himno. Tudi v prihodnosti bomo morda to z različno intenziteto peli, ko bomo v situaciji, kjer bomo potrebovali duhovne orožje, kjer Ellen White pravi, da je himna, glasba, orožje, in to je orožje. In dobro je, da smo te reči razumeli. 119:11 psalm, tvoje besede imam v srcu, da ne bi se pregrešil zopr tebe. Da mi Kristus in samo Kristus, da je on toliko bolj pomemben, da me nič več, ampak sploh nič več ne pretrese, ker je moje zaupanje tako močno na njega, da vem, da ima Bog to vse v roki, osebno v mojem življenju. In čeprav cerkev, in morda tudi vidimo veliko reči v naši cerkvi, ki padajo navzdol, in morda nimamo niti več volje v tej skupnosti vstati,
pa rečem, da sem že zaključil s to cerkvijo. Bratje in sestre, pridite nazaj. Čas je, da se združimo v moči. Ljudje mi ponovadi pišejo, zapustimo cerkev, vse vidiš, ko gre stvari narobe. Ja, vem, da grejo stvari narobe, ampak, a veste, kaj hudič hoče? Da zapustim moje brate, sestre in da sprejmem ta kritičen duh. To sem se iz zgodovine naučil. To ne pomeni, da greha ne imenujemo z imenom tudi javno, če je potrebno. Ampak to ne pomeni, da moramo sprejeti tega duha, biti tožnik bratov. Dragi, jaz mislim, da bomo peli to pesem v različnih intenzitetah in to potrebujemo. Bog sam ve, kaj je šlo v srcu Rage for Spafforda, tudi glede teoloških odločitev, ki jih je sprejel, ki so ga sigurno negativno vplivali na njega, ampak tudi iz te situacije se lahko naučimo, sočutjem se lahko naučimo, kako v takih situacijah ukrepati. Predvsem pa bi se morali pripravljati na ta blagoslovljeno sigurnost, ki nam je evangelij ponuja. Kdor prebiva v spravni daritvi Kristusa, ga nič ne more v življenju ali smrti njegovo razmerje med Bogom in njim spremeniti. Zato imamo tudi napisano Jobovo izkušnjo, za vekoma je napisano, ker je Bog lahko vedel, da lahko uporabi to osebo. In tako, kot sem že včeraj rekel, ja, Bog me ne more uporabiti, tako majhen sem, od spredaj so ti veliki ljudje, Timo Hoffman ali pa on, ki pridiga ali pa gor pa dol. Požvižgajte se na to. Bog želi tebe uporabiti. Ne gre se za govornike, ki nekaj delajo. Bog je dal blagoslov in talente. Ja, vse v redu. In s tem se izgrajujemo. In to je tudi dobro. In tudi Bog je tako načrtoval. Zato tudi daje te duhovne darove. Ampak Bog želi tebe, ki si misliš, da si majhna luč, uporabiti v situaciji, kjer ti lahko stojiš za njega tako, da lahko tisoči vidijo to situacijo in se lahko spreobrnejo. Mi pa si mislimo, da ljudje se gužvajo pa Walter Fajtu ali pa par komorkoli. In vidimo to veliko vrsto, ker se ljudje zahvaljujejo Fajtu, ker so videli, kako je on stal za Boga. In isto je lahko z vami, ker mi doskrat preprosto izpustimo roko Boga. Zato pa je Bog lahko uporabil Joba in je rekel, dobro smo li prejeli od Boga, a ne bi tudi slabo? Glej, čeprav me v smrti zaupal mu bom. Zakaj meni je življenje Kristus in smrt dobiček? Jezus je rekel, Pavel je rekel, da je umiranje njegovo dobiček. Izkušnje, ali kar mi je bilo dobiček, to sem imel zaradi Kristusa za izgubo. Ali zares, tudi zdaj imam vse za izgubo, kar je mnogo boljše spoznanje Kristusa Jezusa, Gospoda mojega, zaradi katerega sem vse izgubil in imam to za smeti, da pridobim Kristusa in se najdem v njem, ne imajoč svoje pravičnosti, ki izvira iz postave, ampak Kristusova pravičnost. Jezus nam je rekel, da če kdor želi ohraniti svoje življenje. Bratje, če se še zdaj držimo stvari, značajske lastnosti, posvetne stvari, ki nas bodo karkoli pripeljale do padca, bratje, sestre, prepredajte to Jezusu. On bo to Kajti, kdorkoli hoče življenje svoje ohraniti, ga izgubi. Kdor pa izgubi življenje svoje zaradi mene in evangelija, ta ga ohrani. Kajti namreč pomaga človeku. Kaj pomaga človeku, če dobi ves svet, pa izgubi dušo? Kako milijonov in milijonov ljudi bo tam stalo? In popolno obupanost bojo doživeli. Brezupnost. Ne samo zato, ker so izgubili večno življenje, ampak zato, ker so končno videli Jezusov značaj. Ker bi že prej lahko spoznali, če bi rekli, zaupam ti Bog na tej točki, da dam stvarniku tega univerzuma priložnost, da on vstopi v moje življenje popolnoma.
To sedaj moje zadnje misli. Če vse izgube, ki jih mi danes smatramo kot izgube, tudi izgube recimo v smrti, če bi vse skupaj sešteli, to nikoli ne bi pretehtalo pridobitve, ki jo imamo v Jezusu Kristusu. Ko sem pred 12 leti dobil svoj mir, po Božji milosti, ponovnoma, vam lahko rečem, da me ni nič bolj dragocenega, kot da ta mir ohranim. In ne želim si, da ga izgubim. Pridigar je nekoč rekel, prišel sem ravno v skupnost, sem prišel jaz, in Pridigar je rekel, vidiš Timo, ta ogenj in ta ljubezen, ki jo imaš sedaj, bo enkrat minilo. Jaz sem rekel, nisem 4 leta preučeval teologijo, ampak vem, da je to laž. To sem rekel. Vem, da sem to enkrat izgubil. Vem, da sem to enkrat izgubil in sem pustil, da sem to izgubil. In tega ne želim, da se to še enkrat zgodi, ker vidim, kako danes ljudje resnično so na točki, kjer delajo kompromise. In to ne bi smel biti tako. Zato te prosim, pridi nazaj. Tudi, če so vetrovi življenja grozijo, da nas bojo utopili, tudi, če smo razočarani, v Kristusu lahko potolaženi pojemo. Moj greh, ta blaženost je veličastni, moj greh ne delno, ampak ves greh je pribit na križ in ne nosim ga več. Ne samo za pretekle reči, ampak da Bog daje tudi v prihodnosti, daje kot darilo moč, da se ostanem zvest, ker mi ni nič bolj pomembno kot On. Slava Bogu, o moja duša. Dobro je moje duši, dobro je moje duši. Karkoli je že moja soda, ti si me naučil reči, dobro je moje duši. Bratje in sestre, želim vam še enkrat povabiti in ponovadi tega ne delam. Še enkrat bi rad to pesem pel z vami, zdaj na koncu te pridige. Sedaj pa vstanimo skupaj. Dragi nebeški Oče, Gospod, prihajamo z čudenjem in slavo k Tebi, ker so vse Tvoje poti popolne. Gospod, želimo se Ti zahvaliti, da si v Tvoje dobroti in milosti dovolil in omogočil ljudi, da lahko grejo to pot, kjer morda eden in drug izmed nas so podobni v tej točki, bojo Tebi. Gospod, ampak rekli smo tudi, da ni potrebno, ni nujno, da so potrebne tragedije, ali pa, da to, kar bo cel svet se zaletel v to, v čas znamenja zveri. Ampak, Gospod, potrebno je veliko bolj, da smo pripravljeni vsakodnevno umreti in Ti zaupati. Gospod, to ni nič novega, ampak želim Te globoko prositi za nas vse, da bi mi kot skupnost resnično vstali, da bi kot skupnost se pustili prebuditi, da nas Ti prebudiš, da bi nas Tvoj značaj Jezus v naših družinah, v naših skupnostih in v svetu, da bi se ga videlo. Želim se Ti zahvaliti, da si potrpežljiv z nami, potrpežljiv z mano, ker tudi jaz vem, da sem na velikih točkah še pomanjkljiv. Ampak hvala, Gospod, ker greš Ti potrpežljivo to pot z nami, da tudi naše namene in prepoznavaš naš srce. Prosim Te, Gospod, tudi za tiste brate in sestre, ki so morda na točki, kjer vedo boljše, da so reči v njihovih življenju, jih dopuščajo in vejo, da te stvari žalijo. Gospod, Ti si za te reči umrl, da bi jih mi s Tvojo močjo lahko živeli in premagali, da bi lahko preprosto vse ostalo imeli za nič, samo da bi imeli Tebe, da bi imeli Kristusovo pravičnost v svojem življenju. Gospod, prosim Te še posebej za tiste, ki padajo, ki so morda v težkih situacijah, morda v boleznih, ali pa so izgubili bližnjega, morda službo. Prosim Te, Gospod, podari, da bi
sigurnostjo šli v prihodnost, ker vedo, da imaš ti misli miru za njih in da bodo lahko rekli, Gospod, tako kot si tudi mene že doskrat vodil v situacijah kot ateistom, ko sem rekel, da ne morem dokazati, da si, ampak dokaz je, da se je tvoja ljubezen razodela in da zato ni razloga, da bi dvomili v tebe, Gospod. Gospod, podari to tudi tistim, ki so morda pred krstom, da bi se odločitve zate, da bi sprejeli, da tega ne bi več predstavljali, ker ni nič bolj dragocenega kot ti, Jezus, in imeti tvoj mir. Gospod, blagoslovi tudi tvojo skupnost. Gospod, blagoslovi nas tudi vse tukaj na to soboto in hvala ti, Gospod, ker si obljubil, da boš med nami. Gospod, naj se zgodi po tvoji volji, naj ti bo slava in čast v Jezusovem imenu. Amen.